Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom govorila o pozitivnem mišljenju. Dejstvo je, da čas se spreminja in dejstvo je, da zdaj le mogoče pomeče mečken van tisto, kar bi bilo čas, da se pospravi. Naj vam povem svojo zgodbo, kako sem šla skozi tole pozitivno mišljenje in pri meni ni bilo vedno, hej, vse je pozitivno, ampak toliko, zanimiva šola je za mano. Svoje podjetje imam zdaj res že dolg časa in predvsem od takrat, ko sem po srednji šoli prišla v službo, bila sem v razvoju, v domelu in tam je bilo normalno, greš v službo, si med ljudmi, eni so taki, eni so drugačni in bolj kot ne sem bila na avtopilotu. In potem, ko sem videla, kje sem se upisala na strojni faks in približno čez 1 leto vse skupaj pustila službo. In tam se začne moja pot. In tam se res začne moja pot, ker sem se naučila, oziroma me je življenje učilo, najprej poskrbeti za svojo pozitivnost, druga zadeva me je življenje učilo odpuščanja in naslednja zadeva me je življenje učilo zaupati vase, v vesolje, vse svetle sile, zaupati v to, da se bo vse uredilo, ker na koncev nimam neke varnosti, ker bi nekdo za mene poskrbel, ampak dejstvo je, da prepričana sem, da vsak lahko naredi korak naprej. Časi so take, kakršni so, ampak dejstvo je, to nas uči. To nas uči in nas pili v tem, da dvignemo svojo vibracijo, da smo bolj hvaležni, da smo bolj zadovoljni, ker samo na ta način lahko gremo naprej. No, kako sem se jaz učila, moja pot, kako je šla? Prva knjiga, ki mi je prišla pod roke, leta 1993, je bila knjiga Moč pozitivnega mišljenja. To je knjigo, ki jo je napisal ameriški duhovnik Vincent Peale in govori o tem, da kako v bistvu z močjo vere lahko dosežeš vse, da je v osnovi je vera. Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Kaj vse zmoreš s tem, z osredotočanjem na pozitivne rezultate? Kaj ti želiš? Ker dejstvo je, da lahko gledaš na tablo, kjer pišejo, recimo, če bi bili v tekmi, tabla, na kateri pišejo rezultati in piše gor 0, vse gre slabo, ali pa po drugi strani, da gledaš na to, kaj želiš in si hvaležen. In ena stvar, kar sem začela takrat, ponavljati v mislih pozitivne stavke. Verjamem, da me podpirajo vse svetle sile, verjamem, zmorem, vem, da sem na pravi poti, delam dobro in dobro se mi v izobilju vrača. No, to je bil v bistvu tak prvi korak, moje prvo srečanje z osebno rastjo. Naslednji korak z osebno rastjo, tukaj imam jaz knjige zložene okrog sebe, je knjiga Moč pozitivna oziroma Življenje je tvoje. No in tukaj noter v tej knjigi je neverjetno, kako lahko naša čustva vplivajo na naše zdravje. In prebrala sem po moje vse knjige od Louise Hay, od temu Življenje je tvoje, Moč je v tebi, 1000 drugih knjig, v glavnem, kar se tiče Louise Hay, jaz sem dobesedno srkala to njeno znanje, njeno energijo, ker sem prišla do zaključka, da če sem jaz bolj v miru sama s sabo, boljš mi gre v življenju. No, naslednja stvar, kar sem, recimo tukaj spet ena njena knjiga, Zmorem. Bom pogledala ustvarjalnost. Dobro se počutim, ko se izražam na neštete raznolike načine. Sem jasen mislec in se zlahka izražam. No, zdaj pa ena stvar prav pri teh pozitivnih mislih. Mnogo kasneje so potem na inštitutu HeartMath v Ameriki, in to je pa v tej knjigi Zdravilni kodeks opisan, prišli do zaključka, da ljudje, ki si ponavljajo neke stavke, v katere ne verjamejo, recimo, da imam jaz 150 kil, se postavim pred ogledalo in si govorim, suha sem, moj zavestni reče, pa dajno nehaj, kaj nakladaš? In druga stvar, če meni ne gre dobro, recimo, da mi gre prav slabo, ali pa da me je strah glede tega, da me mogoče odpustijo, ali pa glede preživetja, in jaz si govorim pred ogledalom, jaz sem bogata, meni vse rata, ne vem, to se še rima, ne, da moja ta mala hčerka izmerno govori, to se lima, ja. In dejstvo je, da to, kar se lima,
dejstvo je, da povzroča še več stresa. Če jaz sama sebi govorim, jaz sem bogata in imam komaj za preživeti, je to zame laž. Se pravi, če jaz moram drugače zasnovati te stavke in si začeti ponavljati. Dovoljujem, da se v mojem življenju zgodi vse dobro. Dovoljujem, da se v moje življenje začne pritekati neskončno obilje. Dovoljujem dan prej, dovoljujem. No, pa naprej, ko sem jaz raziskvala moje podzavestne vzorce in potem sem prišla do knjig, recimo Skrivnosti milijonarjevega uma. Ta knjiga je odlična. No in tukaj noter, recimo, kaj tukaj piše? Piše, da če se jaz ponavljam, jaz sem bogata, nikamor ne pridem. In če pa po drugi strani ponavljam kot deklaracijo, občudujem vse uspešne ljudi in tudi jaz sama postajam vedno bolj uspešna. To je pa zdaj že dobra afirmacija. Se pravi, občudujem vse uspešne ljudi in tudi sama postajam vsak dan bolj uspešna. Ni to zdaj boljš? Se pravi, občudujem. Zdaj pa dajem energijo vsem tistem, kar bi jaz želela. Recimo, eno stvar, kar jaz še nimam in verjamem, da mi po božanskem načrtu pripada, je lep partnerski odnos. In vsakič, ko vidim par, pa ni važno, sta dva moška, sta moški pa ženska, sta dve ženski, ko vidim tisto energijo, ljubezni, rečem, vidite, Bog, to mi pošljete, to jaz želim. Ne? Se pravi, jaz občudujem vse te ljudi. Ali pa recimo, ko vidim kakšno žensko, ki ima res lepo postavo, rečem, koliko ima pa ta lepo postavo. Tako rečem, to mi pošljete, to želim. Kaj sem pa delala včasih? Se spomnim, ko smo šli na morje in so s prijateljico sedele na klopci, se veste, babe. Sva sedele na klopci in sva gledala mimo oče, pa ti so, kakšno ritma ta, pogledaj, koliko je debela. V bistvu sva obsojale druge ljudi, predvsem ženske. In tukaj se mi ženske moramo res ogromno naučiti, tekmovalnosti konc. In vse te, odkud zdaj to izvira, no to vam zdaj naprej želim povedati, odkud izvira vse to. Leta nazaj, ampak to je res leta nazaj. Če bi moja mama vedela, kaj imamo mi doma v naši knjižnici, bi to skorila. Pearl Book, Dobra zemlja. Ena od knjig, to smo v 70-ih, 80-ih letih očitno kupili na metre. No in v tej knjigi Dobra zemlja piše o tem, kako je reinkarnacija, kako je možen, da se nekdo ponovno rodi, kako so iskali enega otročička. In jaz sem to knjigo kot 15-letno dekle požrla sem jo, ker tukaj noter je pisalo o potovanju duše. Pisali o tem, da je mogoče nekaj več kot pa samo eno življenje. In zdaj, če gledamo to v naše krščanstvo, večji del smo pač v tem okolju smo zrasli in to je vpliv okolja. In okrog leta 150 oziroma potem 350 so iz Svetega pisma, Stare zaveze, zbrisali vse, kar se tiče reinkarnacije. In potem okrog leta 500 na nekem drugem konzilu, ne vem, krščanskem, so dejansko proglasili, da je vse, kar se tiče reinkarnacije, bogoskrunstvo. No in logično je to postalo nekako v našo zavest, je prišlo, da je to bogoskrunstvo. In dejstvo je, da mene je pa to privlačilo. No, seveda, potem sem prebrala vse te knjige, Potovanje duše, pa Usoda duše, ker je vse to mene tako močno privlačilo. In potem ena od knjig, zdaj tukaj begam, ki jo imam, je Skrivnost takaških, neskončna modrost takaških zapisov, ker pa seveda piše o Božji knjižnici, kjer se naša duša uči. No in zdaj, kako sem jaz prišla do mojih preteklih življenj in zakaj zdaj o tem govorim. Leta nazaj, se pravi, Anja je stara, ta mala hčerka, 16 let, ko je bila stara 15 let nazaj, sem se jaz odločila, da zdaj pa čas, da jaz poskrbim za sebe. Rodila sem 3 otroke, bila sem dobra mama, bila sem dobra žena, za vse ostale sem poskrbela, samo za sebe ne. In vedno bolj jezna sem postajala, ker nič nisem v celem dnevu naredila za sebe, samo za druge sem skrbela, da sem zadovoljevala potrebe drugih. Živeli smo skupaj še s taščo, se pravi, so bili vsi pred mano. Prvi so bili otroci,
potem gospodinjstvo, potem mož, seveda, če je tašča karkoli rekla, sem seveda naredila, ampak kje sem pa jaz, kje sem tukaj jaz, mene ni bilo. No in sem začela najprej telovaditi, se pravi, sem poskrbela prvo za fizično telo, druga zadeva sem pa začela skrbeti za to, kar nosim v usta. Se pravi, to je prva stopnja moje ljubezni do sebe, no in naslednja stopnja moje ljubezni do mene je bila pa ta, da sem se učila, kako pred ogledalom sama sebe hvalim. Se pravi, sem nehala sama sebe kritizirati in to je bila v bistvu Anja še dojenček, ona je po noč znala povedati, da ji kaj ni in sem nosila njo, vzela sicer tukaj le polšter na mesto Anje, ki je že zdavnaj prevelika za v naročje, takole sem jo nosila in sem hodila iz enega konca na drugega in sem jo tapkala po ritki in vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem si rekla, rada te imam. Tako sem šla, rada te imam, cenim se, rada te imam, cenim te. Sama sebi sem govorila v ogledalo, da se imam rada, da se cenim in to je prišlo v mojo podzavest, rada se imam in se cenim. No, naslednjo, ena od teh mojih knjig, ki sem jih prebrala, je 7 navad zelo uspešnih ljudi. To je pa še preden sem imela otroke in tukaj noter piše, da je pomembno, da razdelimo dela v hiši in da vemo, kaj kakšen dela. Glejte, zdajle karantena je odlična priložnost, da doma razdelite dela. Tudi če so majhni otroci, ta avtor, 7 otrok ali pa 5, v glavnem kupenih otrok in je razdelil njihovo delo, kaj ima kakšen za delati. In glejte, mi krasno funkcioniramo zdaj v tele karanteni. Glejte, jaz kuham pa pomivam, dajem prat perilo obeša Sara, pobira iz stojala Sara, iz stroja pobira, se pravi pospravlja posodo Anja in vse, kar se tiče tega dnevnega prahu in po tleh posesa, to pa dela Pija. In mi imamo razdeljen kakšna dela in ni, da se kričimo, za vse sem sama, noben nič ne naredi. Pri nas vsaka nekaj naredi in je narejen. In lejte, tudi ko so bile moje punce manjše, jaz sem to razdelila. Pri meni se spomnim, da mala hčerka je znala protestirati. In ona je, ko so bile še čist mečkane, je rekla, moj bratranc pa on pa ne briše prah. Se neka, si dovolj velika, da lahko držiš cunjo. Ja, pa brišeš. In ko so bile dovolj velike, da so lahko stale na pručki, so kuhale. In ja, jaz sem tako uživala s temi mojimi puncami. Še vedno uživam, meni je lepo. In to je ena od vlog, ki jih imam mama. Ampak ni pa to eno, mislim, življenjsko poslanstvo. Življenjsko poslanstvo verjamem, da je nekaj drugega, da ne vplivam samo na svojo družino, ampak s tem svojim delom, ker mene življenje pošteno šola, da pomagam tudi drugim. No in pojmo zdaj na pretekla življenja. Vrnemo se na to, ko sem z mojo prijateljico sedela na obali, polet, se veste, pol kratke hlače, vidi se celulit, gleda, ole, kakšno ritmo, joj, kako je debela, pa bi se ja lahko drugače napravila. In tako naprej, se pravi kritiziranje. Enkrat, ko sem delala tibetanske vaje na balkonu, čisto sem bila v miru, očitno sem bila res v neki globoki meditaciji, sem videla sem, da sem bila zaprta v vagon, da sem bila med samimi moškimi in da smo dobesedno stali, drugače ne moram reči, v svojem dreku. In da sem videla skozi rešetke ven, sem videla nemške vojake z brzostrelkami. In zadnje življenje, ki sem ga živela kot moški, bila sem v taborišču. Edini strah, ki sem ga sabo prenesla v to življenje, je strah pred injekcijami. No, to je bilo prvo tako življenje, ki se mi je razodela, pa se nisem niti s tem ukvarjala. Za enega gospoda, ki je moj učitelj iz srednje šole, ima res zelo lep odnos. On je tako, kot moj oče je, res moj oče, rezervni oče, še eden. Neizmerno me ima rad in on je bil v enem od mojih prejšnjih življenj, ena od prejšnjih srečnih življenj je bil on moj oče. Vam bom pokazala. Ko sem napisala tole knjigo, ko ima življenje žur, sem mu jo podarila in tukaj je Toskana. In on me kliče in je rekel, zakaj si dala Toskano sem? Sem rekla, dom.
to je dom. Čak je rekel, ti si na Gorenskem, kakšen dom. Ja, eno od bolj srečnih življenj, po moje je to Hacienda, kjer sem živela, ampak je rekel, in v tistem življenju sem bila jaz njegova hčerka. In mogoče je celo bilo podobno posestvo in ena ljubezen, ki jo imam tako globoko v svoji duši, je ljubezen do opere. Jaz sem prepričana, da je to eno od življenj, ki je bilo bolj srečnih. In tega življenja ne predelujem, ampak drugo življenje, ki ga pa predelujem, je pa življenje v haremu. In tam je bila pa tekmovalnost ženske, ljubosumnost, kjero prelisičila zahrbtnost. In mogoče iz tega sem potem zbežala v moški poklic in sem se bolj počutila med moškimi, ker dejstvo je, da sem odraščala med fanti, potem sem v šolo hodila med fanti in jaz sem se čisto dobro počutila med fanti, ker ženske so zlobne in zahrbtne. Zdaj pa poglej, to je program. Ženske so zlobne in zahrbtne. Odkot ta program? Se pravi, zloba in zahrbtnost, da se drži žensk, očitno sem bila izpostavljena temu in da je bil čas, da jaz to presežem. Druga stvar pa, da najdem vrednost v sebi, da začnem sebe hvaliti, da se začnem ceniti, da sama sem znam reči, vredna si, v redu si, dobra si, da sama sebe znam pohvaliti in sama sebi reči, lepa si. Glejte, ta samopodoba. Kot otrok oziroma v puberteti sem imela krive zobe, te zobe sem imela tle gor, te zobe sem imela tle dol, bila sem kot vampir, nikdar se nisem smejala, sem se vedno tako smejala. Imela sem 15 kil več, kot jih imam danes, absolutno nisem imela v sebi občutka, niti mnenja, da sem lepa, tudi podrazno ne. In ko sem začela sama sebe govoriti pred ogledalom, ja, cenim te, spoštujem te, vredna si, sem začela iskati lepoto v sebi. Še eno vajo, ki sem jo naredila, je vaja, ki vam jo res priporočam in zdaj ste doma. Dajte mejhan več tega delati, ker zdaj imate čas. Samo da vzamem en svinčnik, da ga stavham dobesedno tukaj, ker sem založena s knjigami, ker vam želim pokazati mojo pot učenja. Glejte, na list papirja, na polovico, napišete vse to, kar vas moti na vas. In napišete, motijo me moje zobe, moti me, ne vem, karkoli. Jaz zdaj ne najdem več pri sebi nič tega, kar bi me motil, ker včasih je bilo pa motijo me krive noge, moti me celulit, moti me trebuh, imam premehne prsa, imam prevelike zobe, imam 1000 stvari, ki mi ni bilo všeč, sama kritika do sebe. In na drugo stran potem napište pozitivne trditve. Se pravi, če vas moti, da ste premalo samozavestni, napište, dovoljujem, da sem vsak dan bolj močna. Dovoljujem, da se moja resnična narava izrazi. Začnite si to ponavljati, ampak dovoljujem, ne, jaz sem vsak dan bolj lepa, ker ti govori ta glas, pa dajno neh nakladati. Se pravi, dovoljujem, da se moja resnična bit izrazi. Dajte in to ponavljajte. No, zdaj pa naslednja stvar, spet, ko sem jaz rasla, se učila. Ena od mojih teh vmesnih postaj je bila numerologija, ker sem pač hotela vedeti, zakaj se meni to dogaja, kar se mi dogaja. Rojena sem 8. 8. julij letos bom stara 50 let. No in zdaj, če se štejem 8. 7. 8. neskončnost. Poglejte, neskončnost. Ta neskončnost pomeni, da je lahko neskončno pozitivnega ali pa neskončno negativnega. In to je moja življenjska pot. Jaz se učim biti, ne glede na to, koliko je negativnega, biti pozitivna. Spuščati nadzor, spuščati strah glede preživetja, odpuščati, ker dejstvo je, da s tem, ko padem v negativna čustva, povzročam še več slabega okrog sebe. Naslednja stvar, moja življenjska pot, polke skupaj seštejem 8. 7. 1970, pride 5. 5 pomeni, da sem
med fizičnim in duhovnim, da je čas, da kam se bom pretehtala, kam grem, v katero smer. Po drugi strani sem pa rojena pod srečno zvezdo. Enostavno vse, kar se lotim, mi rata. Tudi če vse propade, se postavim na noge in zmeram gre nekako naprej in ni da zlezem na drevo in objokujem neko življenje, ki je bilo, ampak enostavno rečem v redu. Kaj je dobro iz tega, zakaj sem lahko hvaležna in kaj se lahko iz tega naučim. In zdaj, če gledam, recimo, najdaljše obdobje mojega učenja, je moj zakon, ki je trajal 25 let. 25 let zakona. Zakaj sem lahko hvaležna? Glejte, sem mama, imam 3 krasne punce. Kaj me je naučil moj zakon? Veste kaj? Ljubezni do sebe. To, da sem uredna ljubezni, to, da vem, da meni pripada več, da mi ni treba prosjačiti za ljubezen. Picasso je rekel, da obstajata samo 2 vrsti žensk, predpražniki in boginje. Kaj sem bila jaz? Predpražnik. Ne boginja, ker boginja se ceni, boginja zna pogledati, kaj je lepega na njej in tisto izrazi in se dobro počuti v svoji koži. In boginja je ženska. Glejte, tiste ženske, ki imate rade hlače, dajte počist to možačo v sebi in postanite bolj nežne, bolj mile, manj neizprostne. Dajte gor krilo in začnite plesati, dajte nekaj narediti, da boste izrazili to žensko plat v sebi. No, zdaj pa, kako sem se pol jaz naprej učila, to je zdaj naslednja lekcija. Glejte, ena stvar, ampak to se nisem učila zaradi tega, ker sem sebe želela spiliti, ampak ker sem želela razumeti moža. Ker ga nisem razumela, ker prišla sem do zaključka, ok, drugi mi kažejo ogledalo, kaj se moram jaz naučiti. In sem šla brati knjigo 5 jezikov ljubezni. Odlična knjiga, res odlična knjiga. In sem prišla do zaključka, da ljudje govorimo različne jezike. Ja, seveda, se piše v tej knjigi noter. Prvi jezik ljubezni je pohvala. No in vam povem preprost, primer. Ko sem jaz mojemu bivšemu možu rekla, daj druge hlače gor. On ni rekel, joj, kako si pa ti skrbna, hvala, ampak je rekel, sam kritiziraš me. Se pravi, njegov jezik ljubezni je pohvala. In ena od knjig, ki je zelo, zelo dobra in je tudi za vzgojo, čakajte, se jo bom najdla, je Plusk pohval. Plusk pohval govori o tem, kako dresirajo kite. In v bistvu govori o tem, glejte, to je tole, Plusk pohval, da dejansko ti, če želiš tudi otroke vzgojiti dober, iščeš, ki jih lahko zasačiš pri dobrem. Ne, ki jih lahko pokritiziraš, ampak ki jih zasačiš pri tem, da naredi nekaj dobrega. Ta knjiga je originalno well done, se pravi vel kot kit, in prevedena je v Plusk pohval. Avtor te knjige piše zgodbo po tem, kako trenirajo kitobijalce. In kitobijalec bi lahko z enim zamahom, ugrizom tega trenerja dobesedno pohrustal, po drugi strani pa kiti delajo vse tisto, kar želijo njihovi trenerji. In kaj delajo? Te trenerji iščejo, kje lahko zasačijo kite pri tem, kar so dobro naredili. No in dejstvo je, da ravno tako gre vzgoja psa, ga pač nekaj dobro naredi in ga pohvališ. In otrok nekaj dobro narediš, ga pohvališ. In ena stvar še pri vzgoji otrok. Zelo dobra knjiga, ampak jaz nisem knjige prebrala, ampak jaz vam sicer prefotokopirano, kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. Noter so vaje in te vaje so, da se učiš razbrati čustva drugih ljudi. Zelo, zelo dobra knjiga, meni ena od boljših glede komunikacije, tudi glede posla, ker na koncu mi smo čustvena bitja. No zdaj, če se spet vrnem nazaj na to mojo zgodbo, kako sem se učila. Se pravi, 5 jezikov ljubezni. 5 jezikov ljubezni je, en je pohvala. Drugi jezik ljubezni je darila. Recimo, moja druga hčerka, Pija,
Ona je tako neverjetna, pred časom sem vsem trem kupila škatlice. In kako so odreagirale? Dam škatlico in naredi, škatlico si mi kupila, kako lepo. In jo je dala tako kar na častno mesto v sobi. Medtem ko ta starejša hčerka, ki njen jezik ljubezni absolutno niso darila, ona je naredila, a škatlica, kaj pa noter? Nič, a prazno škatlico si mi dala in jo je odložila. Ta mala hčerka, tudi njen jezik ljubezni niso darila, in dam škatlico, pogledaj, a škatlica. In je to. Se pravi, darila samo moji ta drugi hčerki nekaj pomenijo in tudi recimo ona rada daje darila, rada, ki je bila mečka, naj prinesla rožico, ki se je zlomila, je prinesla mami na jožico. Ona daje darila. Recimo včeraj mi je pripravila za danes zjutraj večerjo. Tako zlaganko iz jogurta, pa iz kosmičev, pa borovnic in krasen zajtrk, ki ste nasiti z glikemičnim indeksom skoraj 0. Odlična zadeva. Cimet je dodala noter. In naslednji jezik je pa usluge, ker tudi jezik ljubezni je usluge. In en od mojih jezikov ljubezni je tudi usluge. Rada delam ljudem usluge in s tem, ko jim naredim neko uslugo, s tem sporočam, da jih imam rada. In pogosto recimo ljudje, ki ti želijo pomagati, to je njihov jezik ljubezni, da ti pripognejo vejo, da gre lažje skozi življenje. No, potem sta pa še 2 jezika ljubezni in naslednji je, a veste kater? Dotik. Te ljudje imajo radi fizični stik. Jaz imam stranke zdaj v karanteni, logično odpade, ampak je tisto, joj, da te objamem. Da mi mir, veš, če se te dotika. In če ni tvoj jezik ljubezni dotik, se ne počutiš dobro ob takem človeku, ker non-stop se te dotika. Recimo, moja ta starejša hčerka ima jezik ljubezni dotik in že kot majhen otrok je bilo ves čas, daj me čohej me. In to je njen jezik, ne? In pol je pa še en jezik ljubezni, to je pa, eno je posvečen čas, kar sem govorila, se pravi, da delaš usluge in pogovor. No, to je pa en od mojih jezikov ljubezni in najprej moram predebatirati. No in ta jezik ljubezni govori moja ta najmlajša hčerka, ker ona rabi biti slišana, že od majčkega rabi biti slišana. No in to je ena od boljših knjig, ki meni pomagala razumeti, zakaj so ljudje taki, kot so. Naslednja knjiga pa je, kako se razumeti skoraj z vsakomur, oziroma se pravi celostna osebnostna knjiga, osebnostni plus je ta. No, tako da bom. Se pravi, kolerik, melanholik, flegmatik, pa sangvinik. In razumeti te ljudi, zakaj so taki, kot so, ali pa nas, tudi sebe, zakaj tako delujem, kot delujem. In ko razumemo druge ljudi, da smo pač različni, je lažje iti skozi življenje. Zdaj, ko imate več časa, vam priporočam, dajte kakšno stvar prebrati v tej smeri, ker boste videli, naučili se boste ogromno in dejstvo je, da če želimo naprej na drugo vibracijo, je čas, da začnemo z drugačnimi frekvencami. No, zdaj pa pejmo naprej na pretekla življenja. Zakaj? Ker pretekla življenja so pa tista, ki določajo naše vzorce, ki določajo naše strahove. To je nekaj, kar naša duša vlači s sabo iz življenja v življenje in to so podzavestne kode, ki jih dobesedno vlečemo s seboj. In če želimo to počistiti, moramo razumeti, da se te podzavestne kode prenašajo preko DNK-ja duše. Zdaj pa kaj je sploh DNK duše? To sem opisovala v tej knjigi, ko ima življenje žur, in to je DNK duše. Dobesedno se takole preko celega telesa prenaša energijska vez, ki se potem prenese v večnost. In vsak je prišel s tem v tem življenju z namenom, da nekaj preseže. Tukaj pred sabo imam knjigo Z roba smrti vpravi jaz. Anita Morijani govori o tem, kako se je njena duša prišla naučiti sproščati strah. Strah glede preživetja, glede tega, kaj je prav, kaj ni prav. Odraščala je v hinduizmu. Hinduizem ima 1001 grozljivega boga, ki grozni so ti njihovi bogovi.
En je kot opica, drug je, lejte, mi smo bile lansko leto na Baliju in smo hodile po templih in imajo toliko nekih obredov, te grozljive bogove, ki te strašijo. Zame to mislim, verjamem, da hinduizem je odlična vera, ampak Anita Moorjani v tej knjigi razlaga, kako je ona doživljala ta strahospoštovanje. Hinduizem ima tudi eno stvar, ker tudi naše krščanstvo ima marsikaj, če ne boš priden, boš prišel v pekel. Tam imajo pa tako, da če ne boš dober, se boš v naslednjem življenju reinkarniral v krastačo, podgano, zver, te bojo drugi požrli, boš, ne vem, kar nekaj. V glavnem, dejstvo je, da te vere so delane na strahu. No, zdaj pa, če pa gledamo budizem. Budizem sam po sebi je pa to bod miren v sebi, bod miren, dovolj, da teče skozi tebe tok energije in tok energije mi lahko usmerjamo z molitvijo, tok energije mi lahko usmerjamo z našo mislijo, tok energije lahko usmerjamo svojo predstavo, vizualizacija. Tok energije usmerjajo tudi frekvenco, imajo števila. No in če se vrnem nazaj, mečkam na numerologijo. Tukaj pri nas imamo eno odlično numerologinjo, to je sicer tukaj Taja Veroti, ampak vem, da ona si je spremenila ime, ampak podarila mi je enkrat karte, oziroma karte, kupila sem jih. In zdaj, če pogledamo, kaj je za nas ta trenutek najbolj pomembno sporočilo, bom prebrala, kaj je za nas ta trenutek. 49. Posvetite se uresničevanju svojih ciljev v najvišje dobro vseh. Ljubite sebe in vse okrog sebe. Bom prebrala sporočilo, ker jaz sem prepričana, da tudi frekvenco določajo števila okrog nas. Bodite bolj nežni in bolj ljubeči tako do sebe kot do drugih. Vse se dogaja z razlogom. Zdravje. Svojemu zdravju morate nameniti več časa, energije in denarja. No, poglejte, dajmo prav zdaj o tem govoriti. Se pravi, do sebe bodite bolj nežni, bolj sočutni, dajte se objeti, dajte sami sebi reči, ej, bejba, v redu bo, preživeli bomo, vse bo v redu. Če se zdaj le porušijo tla pod nogami, vse bo v redu. Bom pa delala mogoče nekaj drugega, kar bo mojo dušo zadovoljeval, napolnjeval z užitkom. Verjamem, da bo vse v redu. No, več časa svojemu zdravju. Lejte, prav čiščenje pljuč, pejte v gozd, dajte namenjati energijo temu, da dihate, zavestno dihate. Ko smo v strahu, kako dihamo? Ta zgoren del, se ustrašiš, se zategneš. Zavestno dihanje skozi nos. Vdih, izdih, vdih, izdih. Delajte tibetanske vaje, pejte meditirati, poslušajte meditacijo, prehod v novo dobo. Jaz sem vam posnela, sem vam dala na YouTube, da lahko poslušate. Dajte začeti meditirati in delajte na tem, da boste čistili svoje strahove. Več časa svojemu zdravju. Strah se usleda tukaj gor na pljuča. Več energije, ja, tudi denarja, mogoče dajte kakšne vitamine si nabaviti, več C vitamina, več D vitamina, več kalcija, pa če rabite te zadeve zdajle, da pač napolnite svoje telo z novo energijo, ker vitamini so namenjeni za to, da prinesejo informacijo zdravja v vaše telo. Gremo naprej, denar. Ni najpomembnejši, zato ne potrebujete celega sebe pri dobivanju denarja. Karijera. Organizirajte se in izkoristite svojo moč ter pogum za delovanje. Pri tem nikar ne pohodite vseh okrog sebe. Zmagate lahko tudi z bolj nežnimi metodami. Starši in otroci. Najdragocenejša naložba za stara leta niso materialne dobrine, ampak dobri odnosi. Toliko ljubezni dobite, kolikor jo dajete. Prijateljstvo. Manj kot boste moralizirali, bolj boste priljubljeni. Bodite previdni pri izbiri novih prijateljev.
In prav to pri izbiri novih prijateljev. Lejte, zdaj ta trenutek nimamo neke pretirane izbire, dejstvo je, da smo preko interneta povezani. In držite se teh svojih občutkov, kaj meni povzroča dobre vibracije. Dajte tistmu slediti, tisto poslušajte, tam bodite, tam, kar vam ne povzroča dobrih vibracij, ugasnite. Če vidite ta trenutek, da televizija vam trosi strah, ugasnite, pejte na YouTube, poslušajte vse tisto, kar vam daje dobre vibracije. Poslušajte Joe Dispenza, poslušajte karkoli od kanala od Louis, hej, poslušajte, ne vem, karkoli, kar vam povzroča dobre vibracije. To poslušajte in vse tisto, kar vam naredi, dajte stran. Vse to, kar zdaj le poslušamo o koronavirusu, večji del ljudem povzroča strah. No in splošno počutje, naj vas močan ne zavede v egoizem in krutost. Pazite se sebe in drugih. Mračni najlažje preženete tako, da sebe in svojo okolico blagoslavljate z ljubeznijo. Težave boste najhitreje premagali tako, da pomagate drugim. In zato drugim pošiljajte zgolj dobro voljo, blagoslov. In zdaj še ena taka neverjetna zadeva, moč blagoslova in hvaležnosti. Vsak ima lahko, tudi pri tistih odnosih, ki so najbolj temni, se vprašaš, kaj me ta odnos uči. Hvaležnost. Hvaležnost je nekaj, kar rečeš, hvaležnost. V vsakem odnosu je lahko hvaležnost. Moji najbolj temni odnosi, tisti, ki so me največ učili, verjamem, da so najbolj karmični, učili so me predvsem ljubezni do sebe. In ta trenutek lahko se umirite in rečete, kaj me uči ta odnos. Ljubezni do sebe. Kaj me uči postaviti se za sebe. Kaj me uči izražati svoja čustva. Kaj me uči? Reč sama sebi, rada te imam, cenim te, bejba, zmorla boš išlo naprej. In ena stvar, če vidite, da vam je zdaj ta obdobje pometal vse slabo ven iz telesa, dajte nekaj narediti drugače. Začnite zbirati svojo moč, čistite vse tisto, kar vam ne paše v vaše življenje, in boste videli, da stvari se bodo spremenile. Jaz imam tukaj še moje karte prehodu na vodobo in prejle, ko sem šla meditirati, kakšno sporočilo vam bom danes povedala. Vam povem sporočilo. Rojstvo. Ti si boginja na tej zemlji in v tebi se vsak dan rojeva novo. Začni se zavedati, da si boginja tukaj, da si ustvarjalka nove dobe, da s svojo žensko močjo lahko ustvarjaš tisto, kar se ti bo naprej dogajalo. Naslednje sporočilo, ki sem ga potegnila, je nova moč. Zavedam se lastne moči. Jaz in daš svoje ime, sem več kot se zdi. Jaz sem stvarnica, ustvarjalka nove dobe. Prepuščam se božanskemu vodstvu, dovoljujem, da me vodi moje srce. Dovoljujem, da me vodi moje srce, in če ne znaš se odločiti, je tvoj mišični test tist, ki ti bo pokazal. Poglej, mišični test, ko se jaz vprašam, a je, ne vem, ta trenutek večje količine C vitamina, je to dobro zame, jaz grem naprej. Ne vem, a je ta trenutek bela prečiščena moka dobra za mene, je ne. Z mišičnim testom lahko vse sama preverim. A ta trenutek so novice, poročila dobra za mene? Ne. Ta trenutek, a bi bilo pametno, da več poslušam Joe Dispenza? Ja. Se pravi, dobivam neka sporočila in z mišičnim testom lahko sama preverim, kaj je dobro za mene. Naslednja karta je prišla, tema. Kaj se skriva v nezavednih delih mene? Prosim za zavedanje. Zdaj imam mogoče več časa, da kakšno stvar počistim. Svoje temne dele. Se pravi, se lahko zavem, da mogoče me zavira nek strah. Se mogoče zavem, da je čas, da prosim vse svetle sile in da se postavim v vijolični plamen in si predstavljam, da teče skozi mene in da zdravi vsak moj sklep in da vse tisto, kar je slabega, odide in da se napolnim z novo močjo in z novo energijo. In naslednja stvar, mi je prišla karta gibanja.
daj se gibaj, naredi zjutraj pozdrav soncu, tibetanske vaje, začni se gibati, hodi ven, hodi v naravo, pej do drevesa, objem ga, krič, jokaj, če je potrebno, pej do vode, zmeč kamenje noter, tul, ni važno, kaj delaš, delaj to, kar tebe navdihuje, da spraviš to bolečino ven, zaradi tega, ker v eni od knjig, katero knjigo sem že zadnjič vzela v roke, vzela sem knjigo Odkrivanje preteklih življenj, to je moja naslednja knjiga, ki jo bom prebrala, in noter piše, da v tem času se uteleša večja količina velikih svečenic, ki so živele v času Lamurije. In med te velike svečenice spadam tudi jaz. In jaz sem bila takrat v tistem življenju velika svečenica v templju ljubezni. In v tistem življenju sem bila, zato ker sem stala za svojimi prepričanji, sem bila privezana ob nek steber, več nas je bilo, ogromno žensk nas je bilo, in smo skoraj da zmrzle, in potem so nas skorili. In pa ni rečeno, da smo gorele prav na ognju, mogoče smo bile skurjene z nekim nek brenner, kako ne rečem, neka grozna ultraviolična svetloba, veste, tako nekaj zašvasati, grozno. In meni se je to tako globoko noter pogreznilo v mojo podzavest, da ne upam izstopati, da ne upam. Zadnjič sem z enim govorila in rekel, Minka, ti imaš program, da sama sebe zrušiš. Da takrat, ko bi bilo čas, da izstopiš, da nekaj narediš, sama sebe zrušiš. Dobesedno imam program samouničevanja. Zakaj? Ker sem enkrat tako močno trpela v enem življenju in sem sama sebe obljubila, ne bom več izstopala. Ampak zdaj sem to počistila z zdravilno molitvijo dekodiranja in zdaj sem rekla, čutim, da je to, da pomagam vam. Ja, staro se ruši. A nismo prosili za to, da se staro zruši? Zdaj prihaja nov svet in ne morete se več starega držati. Ta varnost je preživeta. Zdaj dovolite, naj se zruši, naj gre in začnite postajati boginje. Ker kaj je prišlo naslednja karta, je prišla, dovoljujem, da voda prečisti vse tisto, kar mora oditi. Zato dajte se kopati, dajte slano vodo, dajte si peeling narediti iz soli, dajte piti večje količine tekočine, pojdite k vodi, pojdite tam, kjer pada voda, pijte čaj, voda očisti me, napolni me z novo energijo, ne postanem pretočna. In ko postanem pretočna, mi je bolj jasno, kdo je sem. Kdo je sem? Boginja, ustvarjalka nove dobe, ker jaz sem tukaj, da se zavem, da sem. Jaz sem. In naslednja karta, kar mi je prišla, izobilje, naravnati se je potrebno na vibracijo tega, kar je. Ja, mogoče ta trenutek finančno neobilje. Poglejte, tudi meni se pozna na prometu. Meni je moj posel padel za 90%. Jaz sem mama samohranilka, kako bom preživela? Jaz sem počistila to. Ja, avto imam na leasing. In če nam mogla plačati leasing, ja, ga bom pa pač prodala, pa ga bojo odpeljali. Kva zdaj hočem? A jaz lahko živim brez mojega super Audija? Lahko. Jaz lahko živim tudi z enim avtom za 1000 evrov. Vsa to, da se pelem pač nekih osnovnih kilometrov. Dejstvo je, tudi to sem prepustila. Vse ostalo bo šlo. Verjamem, da bo vesolje poskrbelo za to, da bo prišlo v moje življenje dovolj denarja, to, ki ga potrebujem za preživetje. Tudi meni se pozna. Ni da zdajle meni kar sipa skupaj. Vsem se pozna zdajle. In ena stvar, vibracija obilja je, ko grem ven in samo pogledam travo in rečem, wow, koliko nove trave, koliko kregrata. Pa lejte, vse v najslabšem primeru bomo pa pač jedli to, kar zraste. Eno stvar, lejte, drage moje dame, pejte pa si zrihtajte svoj vrt. Čez en mesec, tam konca aprila, dejte si poiskati svoj vrt, začnite obdelovati, začnite sejati, začnite saditi, začnite delati na tem, da boste same imele svojo zelenjavo. To je obilje. A ni zdaj le priložnost, mogoče boste imele več časa nekje kopati. To je
Ja, super, jaz takim užitkom vrtnarim, toliko sem hvaležna, jaz sem svoj vrt. Veste, kaj to pomeni? Tudi če bo vsega premalo, mi bomo preživeli, jaz znam pridelati, znam posaditi. Vse bo šlo naprej. In to je vibracija obilja, ker sem naravnana na to, da tudi če ne bom imela toliko denarja, jaz bom preživela. Naslednja stvar, bogastvo je prišlo. Bogato sem plačana za to, kar delam. Bogato sem plačana, ker dovoljujem, da bogatstvo prihaja v moje življenje z vseh možnih in nemožnih virov. Ne pride, dovoljujem, da pride. Ena stvar, zdaj sem v posebnem procesu čiščenja in tudi zdaj tiste, ki gledate do konca ta video, vidite, da sem postala rdeča. Ja, Mena. Mena je pri meni prišla kar tako, z lufta. Vsake toliko časa me oblije, ampak jaz vem, da ta moja mena ni povezana toliko s hormonskim neravnovesjem, kot je povezana z dodatnim čiščenjem mene. Poglejte, zdaj sem začela govoriti o finančnem obilju in me je zakuhal. In sem prepričana, da tukaj noter imam jaz sama nekaj še vedno za počistiti, zato ker sem mama samohranilka, preživeti moram. In ravno tako kot vas učim čistiti, ravno tako imate vi kaj za počistiti. In glejte, zdaj sem cela rdeča, bi bilo čas, da meham tole počistim, tole mojo vročino, ampak to je povezan s prvo čakro. In nič ni narobe, sprejemam te moje valove, ker mogoče pa pomagam čistiti ne samo svojo energijo, ampak pomagam čistiti energijo zemlje. Kakorkoli sprejemam to in mi ustvarjalke nove dobe, ja, naj gre ta tok skozi mene. Nič ni narobe in takrat, ko me zakuha, ok, v redu, bom tudi to počistila. In ne se boriti proti spremembam. Spremembe so, tudi recimo, to, da, ja, spremembe so. Poglejte, moje telo se je začelo spreminjati, prišla sem v meno. A je to slabo? Ni. Ker enkrat se je spremenili iz enega, da sem iz otroka postala ženska in vem, da sem imela tudi vročinske valove, ko so se hormoni uravnavali po porodu. Nič narobe. In zdaj prihajam v novo obdobje modre ženske. In mogoče, če bom enkrat imela partnerja, kakšna svoboda pri spolnosti, to, da te ne skrbi, ko pa če zanosim. Pomeni, da prehajam v novo obdobje in to obdobje sprejemam. Ampak ja, povezan je pa spet s spremembami, kar pa mislim, spremembe, ko si noter v spremembah, res niso enostavne. No in naslednja karta, čakajte, katera karta? Aha, bogato sem plačana za svoje delo. In zdaj bom še eno karto izmed teh povlekla za vse nas. Kaj imamo še mi za spremeniti, narediti drugače, zato da ta nova doba lažje pride v naše življenje? Tukaj imam vse te karte pred sabo. Aha, že vem, kjera je prišla še prejle, pa je ven padla. Hvaležnost. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša. Kje sem prebrala zadnjič, da vsi mi, ki smo zdaj v tem obdobju sprememb, smo bili ravno tako v obdobju sprememb, ko se je že rušilo staro in se je postavljalo novo. Aha, že vem. Poslušala sem video od Lane Pranar. In ja, točno to. Mi takrat smo dobesedno počepnili in smo rekli, da se ne da spremeniti. Mi smo majčkani, ne moramo vplivati na nikogar, joj, ne da se. In smo klonili. Zdaj smo pa po drugi strani spet v obdobju sprememb, še večje spremembe bojo in zdaj pa je na nas. Ali se postavimo in stojimo za tem, kdo smo, kaj smo, ali pa klonemo. Zato je toliko pomembno, naredimo tisto, da se začnemo zavedati, da jaz sem popolna resnica. Dovoljujem si, da jasno vidim resnico in da se zavedam, da jaz sem resnica. In prav ta resnica, poglejte, boginja v meni pozna vse odgovore. Lana Pranar je govorila o tem, da
pri vsem skupaj začnemo uporabljati zgolj svoj občutek, svoje notranje vodstvo, da to, kar mene vodi, in se vprašam, kaj jaz čutim. In ta informacija, ki jo jaz zaznam, ali glede določenega človeka, ali glede določene zadeve, da jaz rečem, aha, jaz zaznavam to, zame je to v redu. Da začnem bolj slediti mojim sanjam, da moje sanje mi sporočajo in če mene nekaj uči skozi sanje, da jaz to sprejmem mojo resnico. Dobivam popoln odgovor. Modrost je v meni. Vse moje odločitve in vsa moja dejanja so pravilna. Moj duh je miren. Hodim v svetlobi vere in samozavesti. Zaupam procesu življenja. In ne bo to moje sporočilo ta trenutek za konec. Dovoljujem, da se jaz kot boginja izrazim. Jaz sem boginja tukaj na zemlji in je čas, da začnem slediti sebi in da začnem iskati lepoto v sebi in da začnem iskati, kaj mene navdihuje, kaj meni povzroča dobre vibracije in da delam vse to, kar meni povzroča, da sem jaz dobro. Od kuhanja do spanja, do ljubljenja, do ukvarjanja z otroki, do narave, do objemanja dreves, do tega, da ne delam nič ali pa da štrikam, ni važno. Karkoli delam, delam zato, ker v tem moja duša poje. Delajte to, boste videli, življenje bo postalo lepo, ko boste vi začeli uživati v tem, kar je lepega okrog vas. Tako da, uživajte, rada vas imam in naj bo to vaše potovanje v novo dobo res krasno.